Lepo pozdravljeni v podcastu. V sredini gostimo Lojzeta Peterleta. Pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni. Verjamem, da vas ni treba posebej predstavljati, nas pa vsekakor zanima, kaj imate povedati. Če vseeno samo na kratko predstavim nekaj mejnikov na vaši politični poti: gonilna sila osamosvojitve z oblikovanjem Demosa, vodenjem prve vlade, pozneje ste delovali kot minister, poslanec, 3 mandate tudi evropski poslanec, v tem času tudi evropejec leta, v 90-ih predsednik Evropske unije krščanskih demokratov in v začetku tisočletja podpredsednik Evropske politične skupine EPP. Gotovo sem kaj pozabila, ampak mogoče za uvod dovolj. Nekaj se je nabralo. Ja. Zdaj smo decembra in december je bil en tak prelomen čas tudi, ko imamo pred očmi osamosvajanje Slovenije. Če pogledava 35 let nazaj k plebiscitu ali pa še leto dlje k formiranju Demosa, danes tudi nekako vre in brbota z vsakim dnem, kot so bliže marčevske volitve. Ali lahko iščete kakšne vzporednice s tistim časom? Hvala lepa za povabilo in za tole prvo vprašanje, ki sem ga zelo vesel. Jaz se predvsej ukvarjam s primerjavo tistega časa, ki je prinesel eno posebno energijo, je prinesel skupne cilje, je prinesel tudi enotnost, prve demokratične volitve, zmago državotvorne ideje. No, in ker smo ravno 17. decembra, je danes ravno 35 let, odkar je prvič zadišalo po Slovenski vojski v Kočevski Reki, kjer smo pokazali prvi postroj Slovenske vojske v zavarovanje plebiscita, ki se je zgodil in teden kasneje, torej december, je dal res močna dejstva, močna dejanja. No, in ta čas, vidite, da se takoj razživim, ta čas je prinesel eno tako razpoloženje, ne samo pričakovanje, tudi prepričanje, da to pot pa bomo dosegli najvišji cilj slovenskega naroda, samostojno državnost, in nam je to tudi uspelo. Ampak nam je uspelo, ker smo delali stvari, ki so potem rezultirale tudi v zmago v vojni za Slovenijo, mednarodno priznanje, uvedba denarja in tako naprej. No, in ta čas, če ga primerjam z današnjim časom, je zelo drugačen, ne. Takrat, kot sem rekel, je bila volja, tudi jaz spadam v eno generacijo, ki so jo učili, da je treba nekaj narediti, da moraš v življenju nekaj pokazati. In mi smo takrat k sreči razumeli, da se je svet malce razrahljal, padel je Berlinski zid in smo rekli zdaj, ne. In tudi smo rekli 28. aprila 91, gremo do konca, ne. To smo se zmenili na Brdu, ko je že bilo nebo, bi rekel, rahlo svinčeno, ne. No, če gledam pa današnje čase, in jaz se precej z ljudmi pogovarjam, ne, me ljudje sprašujejo: Loj, zakaj pa zdaj? Kako pa to, kako pa ono? Ljudem ni čist jasno, čeprav je jasno, da gremo nazaj in navzdol. In da se tepejo vrednote Čebin z vrednotami osamosvojitve. Me še kdo vpraša, ne vem, kaj bi volil, ko bodo prišle volitve, ne. Torej, pred 35 leti so ljudje natančno vedeli, ali propadajoča Jugoslavija ali samostojna Slovenija, ne, in so izbrali samostojno Slovenijo. Takrat smo imeli to srečo, da je Demos pač nastopil kot koalicija 6 zelo različnih strank. Demos ni bil samo desnica, Pučnikova stranka je bila leva, Plutova stranka po evropskih kriterijih leva, še kaj drugega bi našli, ampak smo imeli sredino, smo imeli levico, smo imeli desnico, smo imeli zelene, ki so bili prvič v vladi v Evropi sploh, ne. Danes pa ljudje pravijo, ne vemo, kam bo to šlo, med strankami ni kakšne velike enotnosti, po predvolilni koaliciji ne diši, zapletanja so na levi in na desni, gledam tole Prebiličevo motoviljenje in Logarjevo gibanje in tako naprej. Iz tega, kar zdajle gledamo, še ni čisto jasno, kam bo vse skupaj šlo. Imamo tole nesrečno Novo mesto, kjer ne morejo najti pri tolikih pričah niti tistega, ki to naredil. Skratka, veliko je vprašanj o sami državi, ne. Ampak tudi nek tak
zdaj tudi vi, kar opisujete, pa mogoče to, je ta občutek tudi pri ljudeh, da je pravzaprav kot nek kaos, kot da se išče nek smisel, in ljudje na eni strani pogrešajo enotnost, na drugi strani tudi kupujejo obljube o sredini, o drugačni politiki, ampak zdi se, kot da ni sposobna slovenska politika doseči te enotnosti. Pa tudi, če mogoče nadaljujem vprašanje, je bila resnično takrat leta 90-91 enotnost ali samo mogoče samo pripravljenost, da se z vsemi močmi gre za skupnim ciljem? Enotnost se je zgodila okrog cilja. Postaviti oziroma ustanoviti samostojno in demokratično slovensko državo. Zato je bilo teh 6 strank, pa tudi med nekdanjimi komunisti jih je bilo precej za osamosvojitev, veliko manj jih je bilo za transformacijo. Eni so odkrito govorili, gremo ven iz Jugoslavije, ki je razpadala, ampak delali bomo pa po ta starem. In to se nam je pravzaprav v teh letih tudi v večji meri dogajalo. Rekel sem prej, da se tepejo pri nas revolucionarne in osamosvojitvene vrednote. Ampak takrat je bil ta cilj, ta občutek, zdaj je čas, dajmo zdaj. Je bil tako močan, da ni bilo plana B, in tudi mene so velikokrat spraševali, če nas je bilo kaj strah. Zdaj izgleda tako, kot govori general po vojni, ampak jaz sem večkrat rekel, ni bilo časa za strah. To je bila taka runda, mi smo v enem letu od zmage na prvih demokratičnih volitvah, v dobrem letu smo državo proglasili, smo zmagali vojno za Slovenijo, morali smo pa malo počakati za mednarodno priznanje. Ta vlada je rabila 3 leta, da je kakšnega ministra zamenjala, pa imamo daljše vrste čakalne, kot smo jih imeli in tako naprej. Takrat, bi rekel, je bila Slovenija na prvem mestu. In dokler je bila na prvem mestu Slovenija, smo imeli dobre rezultate. Ko je bilo vprašanje, kaj je treba narediti, zamenjeno z vprašanjem, kdo bo prvi, potem je pa Demos žalibok razpadel in podarušil svojo vlado. Ampak zdaj ta skupni najvišji cilj, ki ga nek narod lahko ima, zdaj imamo, in zdaj izgleda, kot da ni več teh ciljev, o katerih, da bi jih najprej sploh opredelili, drugo kot drugo pa se povezali, da se jih uresniči. Kaj bi bili po vaše ti cilji, okrog katerih bi se v tem trenutku morala poenotiti politika? Bo kdo rekel, da sem zelo kmečko odgovoril na to vprašanje. Jaz sem moj govor v Kočevski Reki pred številno publiko končal z opozorilom, naj med prazniki ne pozabijo na to, da se lani zrodilo samo 9000 Slovenk in Slovencev. Ko sem se jaz rodil leta 1948, nas je bilo 33 000 Slovenk in Slovencev, zelo malo ljudi od drugod. Danes je situacija taka in mi se moramo vprašati, kaj bo prispevalo k več veselja do življenja, kar pomeni več veselja do smisla. Namreč, prej sem rekel, da se veliko z ljudmi pogovarjam. Ljudje ne vidijo smisla, nekateri odhajajo zato, ker jim stanje duha tukaj ne ustreza. Ne želijo živeti v taki državi, ki se tukaj bocka, ki se tukaj polarizira. Slovenija živi od neprestanih očitkov, kaj je kdo narobe naredil. Pred 35 leti smo se pogovarjali, kaj bomo skupaj naredili. Zdaj grejo pa glavne energije za boj proti drugemu. To je seveda, to volivcev ne nagovarja. Pravijo, so vsi glih, vsi so, samo tepejo se. Zato sem jaz tudi prišel ven s to idejo 2 deci, ki je bila zelo lepo sprejeta. Stavite, če bi delal stranko, bi imeli več kot 10%. Veliko abstinentov bi dobili na svojo stran, ker ljudje imajo tega dosti. To je negativna energija, bi rekli kakšni strokovnjaki. Takrat, še enkrat bom rekel, kako je bilo pred 35 leti, je bila pozitivna energija. Ljudje so pričakovali, da se bo nekaj zgodilo.
zdaj se pa bojijo, da se bo kaj zgodilo, če tako rečem, ne? Ker eno je, sva prej rekla besedo zmeda, ne? Ljudje ne vedo, pa vidijo eno lepo sliko, ne? Predsednika z njegovo gospo, pa rečejo, jaz se sta čist lušna, ne? Ne, jaz zdaj govorim, kako to deluje, ne? Vsebina, to smo se učili pri stroki, ima manjši vpliv kot druge zadeve. Ampak tukaj prideva do tega fenomena novih obrazov, ki ga tokrat očitno ne bo, ne? Ampak da se pred vsakimi volitvami ponudi nek obraz, ki obljublja drugačno politiko in potem to se razvodeni kmalu po enem mandatu in pol. Oziroma ga potegne v eno ali drugo smer, ker pravzaprav zame je to pokazatelj tega, da to ni mogoče. Da čeprav ljudje želijo drugačno politiko, želijo poenotenje, ga nekako niso sposobni dopustiti. Jaz sem s prijatelji, ker imam zdaj več časa, precej za šanki, bi rekel, ne? In tam se veliko politizira, ne? Že dolgo nisem srečal nobenega, ki bi rekel, da je volil Goloba. Pridejo k meni, pa če jaz ga nisem volil. Zdaj, mene zanima, kdo ga je pol volil, ki je dobil toliko procentov, ne? No, novi obrazi. Naš problem v Sloveniji je, da naš problem niso novi obrazi, ampak stari obrazi, ki producirajo, ki plasirajo nove obraze, ne? Mogoče to pot res ne bo novega obraza, lahko se nam še zmeraj zgodi kakšno presenečenje, ker teh obrazov je še nekaj v zalogi, kakor jaz razumem, ne? Ampak mogoče se bodo ljudje pa res utrudili od tega. Sej je bila drugačna politika, ampak ta politika je bila napačna. Po rezultatih, ki jih gledamo, potem kako nas drugi prehitevajo, potem kako so jezni podjetniki, ne? Manjši in večji, ne? Vidimo, da mi se ustavljamo, ne samo, da imamo to polarizacijo zelo močno, ampak mi se gibljamo, kot da imamo svinc na nogah, ne? In mi smo nekoč dokazali, da se da, glejte, ko sem jaz prevzel vlado, je padalo gospodarstvo z -8% na leto, ne? Jaz sem se matral, da sem dobil kakšnega ministra, recimo za socialo, ker so se ljudje bali to prevzeti, je bilo breme prehudo, ne? In smo takrat z veliko širino sestavljali to vlado in ministrstvo za delo je prevzela gospa Puharjeva, ki je bila na koncu najbolj ponosen član moje vlade, bivša komunistka, ne? Ki pa je vedela, kaj je socialno-tržna ekonomija, in je rekla, to Slovenija rabi, jaz sem pripravljena tvegati, ne? In sta z Doretom Rejcem, krščanskim demokratom, super sodelovala in vsak direktor, ki je prišel do njiju, je od tega sestanka nekaj imel, pa vse penzije smo tudi izplačevali, to omenim, ne? Zdaj smo malce pri oglasih, ne? Zato, ker mene masirajo, da je moja vlada vzela denar od upokojencev. Ja, odkje so pa pol ves čas penzije dobivali, ne? Lejte, to so zdaj te laži, ki trajajo 35 let, ne? In to je del te, rekel, precej pomemben del slovenske politike, ne, kot smo prej rekli, blatenje, ne, alergije, ne, več je alergije kot energije. Zdaj sem vam ušel malo drugam. Ja, ampak zdaj se vseeno zdi bolj realna situacija, da se bo do volitev nekako konsolidirala recimo temu desna sredina in na drugi strani leva sredina. Pravzaprav nekako neke analize kažejo, da je po dolgih letih neka recimo realna možnost, da se zamenja oblast, da nastane desno-sredinska vlada. In me v tem pogledu zanima, mogoče kaj menite o pristopu predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca, ki želi prispevati k konsolidaciji desne sredine, tako da bi NSI nastopila skupno listo z SLS-om in Fokusom. Glejte, ne samo, da je možnost, je tudi potreba, da pridemo do drugačne vlade in
njeno delo bo pokazalo, kaj je to desna sredina. Desna sredina ni ideologija. V evropskih okvirih vemo, kaj desna sredina pomeni. Ne? Desna sredina ne pomeni močnejše države, močnejših davkov, podrejanja državljana državi in tako naprej. In jaz sem z predsednikom Nove Slovenije Vrtovcem v tesnem kontaktu, bi rekel, se veliko pogovarjava. Jaz sem to smer podprl oziroma jo z nekim sestankom tudi iniciiral in sem vesel, da je zdaj prišlo do tega, čemur rečemo povezovanje. Mislim, pouk z evropskih volitev je bil zelo jasen. Vrgli smo stran 7,5%, zato ker nismo šli skupaj in je potem tako rekoč pol rezultata odpadlo. 10 minut pred koncem štetja glasov pa nismo vedeli, kdo bo prišel not. Ne. Tako da te negotovosti ne delujejo dobro in tukaj zdaj vendar prišlo do modrosti treh strank in do tega povezovanja, ki ga ljudje pozdravljajo. Ne. In je ker recimo, če bi šla SLS, ki je programsko in zgodovinsko, bi rekel, najbližja SKD-ju, Novi Sloveniji, ne, in krščanski demokrati so pretežno v Novi Sloveniji, nekaj jih je tudi v Slovenski ljudski stranki, ne. Torej, če gremo mi skupaj, delamo širino. Če bi šli pa gostovati k SDS-u, pa te širine ne bi bilo. To smo tudi enkrat že na evropskih volitvah videli. Tako da to je zame, rekel, znanilsko, prinaša upanje. Bom spet rekel, da se pogovarjam z ljudmi. Ne? In sem jim tudi kaj vprašam. Jaz sem potujoča javnomnenjska raziskava. Ne? Ja, pravi, to je pa dobro. Ne? To noben ni rekel, to je pa slabo. Ne? In ljudje tudi razumejo, da Nova Slovenija pride sama v parlament brez posebnih težav, ne? Ampak ker Nova Slovenija postavlja Slovenijo na prvo mesto, rekel, skrbi tudi za to, da s tem prvim mestom nekaj bo. Ne? Tako da jaz po dosedanjih odzivih, ki jih je treba seveda, rekel, hraniti z novimi pozitivnimi dejstvi, vidim, da ljudje to sprejemajo kot pozitivno, da ne rečem nujno dejstvo. Ne? Ker kaj imamo od tega, da nastopamo, da eni tvegajo in tukaj zdaj bo treba delati na zaupanju, predvsem pa na to opozarjam ves čas, se je treba zmeniti, kaj res hočemo skupaj narediti. Ne gre za to, da pride ta ali oni v parlament, ampak kaj bomo v parlamentu delali, ne glede na to, koliko bo kakšna stranka odrezala. Jaz upam, da bo ta modrost prevladala in da bo Slovenija na prvem mestu. Omenili ste upanje, ne? Veliko se je o upanju govorilo tudi ob nedavnem referendumu, kjer je bil rezultat zelo očiten, ampak glede na dogodke, ki so sledili oziroma sledijo, se odvijajo iz DVK-ja proti Vrhovnemu sodišču, se zdi, kot da na drugi strani niso pripravljeni sprejeti, ne bom rekla poraza, ampak volje ljudstva. To je zelo resno vprašanje. Jaz sem precej natančno bral odzive na rezultat referenduma. Jaz mislim, da je zagovornike, ne bom rekel levico, ker jaz poznam izrazite levičarje, ki so rekli hvala za injekcijo. Ne? Poznam pa tudi kakšnega kristjana, ki je rekel, ja, če bo pa zelo bolel, bi pa le si pomagal malo hitrej na drugo stran. Ne? Tako da to ni bilo levo-desno, ni bilo Janša, ne Janša. Je pa bil, kot vidimo zdaj, tukaj izrazito kulturno bojni naboj, če tako rečem. Zdajle, tako bom rekel, njih je bistven prispevek k porazu zagovornikov
ki so se na televiziji slabo odrezali, rekel, ta stran proti zakonu je delovala pričevalsko, resno, zavzeto. Se spomnim gospoda Gašperuta, ki slika z ustencami, ne, in rekel, jaz hočem živeti, jaz hočem ustvarjati, ne, tudi te izjave so bile neideološke, leva stran je šla izrazito ideološko, zanašajoč se na to, da bodo stari modeli, ki jih je že partija uveljavljala že med vojno, ne, da bo to, ne, cerkev je slabo, desno je slabo, vera je slabo, ne, na vse to se računa, da še vedno deluje, ne. Ampak v tej kampanji se je zgodila neka mobilizacija, v kateri so sodelovali mladi ljudje, jaz jih tudi poznam, in so rekli, se bomo borili, ne, ni bila samo gospa Slavčeva, ni bil samo kakšen duhovnik, ki je kaj rekel, tle se je zgodila neka prebuja, ne, oni so bili pa tako prevzetni, da so v bistvu širili mnenje, nima smisla, da hodite, ker imamo 2/3, ne, kaj se sploh greste. Tudi kakšen v narekovajih levi ostal doma, ker je smatral, da je rezultat zagotovljen. Kar je pa sledilo kasneje, rekel, zdaj to zmerjanje cerkve pa zahteva po razveljaviti referenduma, ne. Glejte, tle imamo lahko različne pristope. Lahko bi tudi rekel, čim bolj bodo pritiskali, tem več mobilizacije bodo sprožili, ne. Včasih bi si človek to želel, ne. In tista prevzetnost, enih 10 dni pred plebiscitom, je dejansko prispevala k mobilizaciji, ne, in je prišlo do ene senzibilizacije, bi rekel, ljudje so se zlasti po tej tudi debati na televiziji malo bolj začeli spraševati, kaj to zares pomeni, ne. In tudi, ko ta stran proti je imela zdravnike, leva stran oziroma zagovorniki je niso imeli, ne. In kar so tam zdravniki povedali, je bilo hudirjev resno, ne. In ti ne veš, če se za to odločiš, kako izgleda tisti čas, ko nate deluje recimo rahlo ta učinkovina, ne, ker ti ne moreš nič več pokazati, so rekli doktorji, ne. Mogoče pa takrat zelo trpiš. Torej teh ljudi ne zanima, ne kaj se zgodi med umiranjem, kaj sledi po umiranju, ne. Tako da, glejte, to je bila zdaj ena posebna situacija, ki je dvignila, bi rekel, zavest in občutljivost. In jaz sem, glejte, tudi moram reči nekaj o cerkvi, ki jo zdaj tako zmerjajo, ne, in sem vesel, da je gospod Igor Lukšič, smo bila na Planet TV-ju, rekel, ja pa, kaj pa naj cerkev dela drugega, kot stopi na stran življenja, saj to je bistvo njenega nauka, ne, in veste kaj, rekel, tole želim izrazito poudariti, ne, zdaj pa rekel, leva stran, kulturno bojna stran, ki tolče po krščanstvu že dolgo časa, jemlje religijo in cerkev kot sociološko kategorijo. Njih zanima nekaj škofov, pa nekaj duhovnikov, oni ne vidijo v cerkvi državljanov, ki so verni, ne. Jih ignorirajo, jih ponižujejo velikokrat, ne, in njih zanima cerkev samo z vidika sile, ki ustvarja javno mnenje in tako naprej. Njih ne zanima cerkev ali krščanstvo kot duhovna kategorija, kot nekaj, kar ti vsak dan živiš. Jaz sem bil pri reviji 2000, ker smo se borili za to, da bi bila vera osebna zadeva, ne zasebna zadeva. Zasebna je 1 uro v nedeljo, pa mir, ne. Ampak državljan, ki je veren, živi s svojimi vrednotami, prepričanji, vero, načeli, vsak dan, ves čas. Ti lahko škofa odločiš od države, če tako rečem, inštitucijo kot strukturo, ne moreš pa državljana ločiti od religije, tako da ta ustavno določilo, vera je ločena ali cerkev je ločena od države, velja na neki ravni, ne, ne more pa za državljana, ki ima pravico verovati ali ne verovati. In tako se tale tako zvana levica norčuje iz
verjetno še vedno večinskega dela slovenske populacije. Ne. In jaz bi rad, da se iz tega poberemo. Ne. Jaz bi si želel, da ta takovana levica prizna ne samo pravico ustavno, da mislimo ali verujemo, kakor hočemo, ampak da smo z našo različnostjo dobrodošli. Jaz bi si želel, da si oni želijo, da damo mi kot kristjani najboljše od sebe v dobro tej državi. Jaz bi pa od njih kot levičarjev ali ateistov ali kakorkoli želel enako. Predlagajte najboljše, usedmo se, pogovorimo se in dajmo Slovenijo na prvo mesto. In to je zdajle odsotno. Ne? Zdaj spet kdo bo koga. Zdaj grda cerkev in tako naprej. Pa tudi ta referendum je pokazal še eno zadevo, ne? Da kdor ne misli tako kot mi, se ga že zmerja, ne, je recimo umeščen v neke skrajnosti, skrajno desen, oni te vnaprej prebarvajo, ne. Oni imajo predalčke, to traja že dolgo in jaz sem vesel nečesa, ne. Torej, ta referendum je pokazal, da se ta samoumevni ideološko oblastni model se krha, ne deluje več, ne deluje pri mladih ljudeh, ne. Kakšnega starega mogoče to še prestraši, ne. Pri mladih ljudeh pa ne deluje več, ne. In v tem, z tega vidika je ta referendumski rezultat eno novo znamenje, ne. Bo pa treba, seveda, ne smemo zaspati, bi rekel, ne. Bo treba delati naprej, ker oni so pa tudi rekli, da bodo šli do konca, ne. Ne bodo nehali, ne, ker najhujše na levi je poraz, ne. Oni to zelo težko prenesejo. Ampak ne samo porast, kot sem uvodoma v istočnici te teme rekla, volja ljudstva. Rada bi, da načneva še mogoče malček evropske perspektive, pa bi za istočnico vzela nedavne novice o tem, da se odpravlja prepoved vozil na bencinski oziroma dizelski pogon. In ali je to znamenje nekega prehoda iz aktivizma k razumni politiki? In mogoče mislite, da je to nek znanilec tega, da se bo nekaj podobnega zgodilo recimo na področju nezakonitih migracij? Bom šel malce nazaj, ko sem bil še v Evropskem parlamentu in sva bila nekoč s Timmermansom, podpredsednikom Evropske komisije, nizozemskim katolikom, mimogrede, skupaj pri papežu. In on je pač verjel v to, kar je počenjal, in on je bil močnejši, kot je bila Ursula von der Leyen, ne. In čim je on odšel, je socialist Šefčovič začel zadeve že malce relativizirati in jaz sem to od blizu spremljal, bil sem tudi nekoč član odbora za okolje, ne. Glejte, ni se zgodilo prvič, da je levica šla naprej z idealom oziroma ideologijo in takovano mobilizacijo in so še to Greto Thunberg dobili, ne, in nastopali z njo po vsem svetu, ne. Ampak izkazalo se je, in na to sem jaz opozarjal ves čas, da niso preštudirali, kaj to pomeni, kaj to za sabo potegne. Pustimo zdaj to, ali res CO2 prispeva, oziroma toplogredni plini res prispevajo k segrevanju, ali ima narava te svoje cikle, kot jih poznamo, ki se zgodijo ne glede na CO2. Tukaj ima znanost različne poglede, ne. Skratka, zdaj, kot ste rekli, je prišlo do nekega otreznjenja, ne. In ravno danes sem bral novice iz Nemčije. Pozdravljajo odločitev, ki je odpravila to omejitev leta 1935, ne. In očitno se bo ta takovani Green Deal, zeleni dogovor, bo še precej oskubljen v naslednjih letih, zato ker ni temeljil na realističnih na znanstvenih osnovah. Ni bilo, ne, glejte, sam na hitro posvetim v to smer. Če bi hotel toliko in toliko več električnih avtomobilov, ne, potem bi morali
v vsej Evropi hkrati imeti enako visoko razvito infrastrukturo polnilnic in vsega, kar zraven spada, ne? In če v eni nemški državi, ali pa v Avstriji, ali pa v Sloveniji tega ni, ljudje ne hodijo na Hrvaško, recimo, ali na morje, ali ne vem kam. Rekel, več enotnosti ni bilo še nikoli zahtevano kot za primer, če bi šli po tej poti, kot so predlagali, ne? In kot sem rekel, stvari niso bile implementacija, se pravi, izvedba ni bila preštudirana in smo ostali v zraku z nekimi ideali, ki se slišijo na prvi pogled zelo lepo, ne? Ampak če stvar ni izvedljiva, če industrija tega ne more, bom rekel po domače, požreti ali prebaviti na način, kot so si to na levi želeli, ne? Poglejte, kaj se dogaja v Ameriki, pa v Nemčiji in tako naprej, tudi v Italiji. Skratka, ta zelena zgodba bo dobila počasi drugo barvo, ne? In tukaj je pač desna stran, ki jo eni zmerjajo kot ekstremno, ne? Je k temu seveda tudi prispevala in danes imamo v Evropskem parlamentu enkrat koalicije v desno, enkrat pa malo bolj v levo, ne? In tle mora zdaj Evropska ljudska stranka, ki je vodilna, mora pametno igrati in pri teh zadevah, pa pri migracijah, ne, rekel, se zadeva nagne v koalicijo v desno, ne? In tako bo še preostanek tega mandata. Pa bi se strinjali s to oceno, da je bil mogoče prejšnji pristop pri obeh temah morda malce preveč aktivističen in da se zdaj usmerja v neko bolj razumno smer? Ja, je bil izrazito aktivističen, kar pomeni tudi, da je bil izrazito ideološki, ne? In zdaj, kot jaz temu rečem, je prišlo do treznjenja, je prišlo do neke razumnosti. Zdaj tudi sem videl, da naš poslanec Tonin je podpisal pismo komisiji, eden od podpisnikov, ki zahteva, da se pregleda situacijo na temo vodika že leta 26, se pravi drugo leto, ne šele leta 28. Ne? Skratka, zdaj je tendenca, da se tudi ti roki pomikajo nazaj, da bi čim prej prišli do treznih pozicij. Bova tukaj zaokrožila pogovor, pa bi mogoče vas prosila za to, da ga oplemenitite z enim svojim voščilom, mogoče poslanico pred prazniki, ki prihajajo, tako tistimi povezanimi z Božičem in Novim letom, kot seveda z državnim praznikom. Ja, ker sem 9000 Slovenk in Slovencev že omenil, tega ne bom, ampak vseeno, glejte, kaj bomo mi počeli na tem svetu, če nas ne bo? In to, da je 3-krat manj ljudi rojenih Slovenk in Slovencev, kot jih je že bilo, je če to ne bo budilka za nas, ne, glejte, ambiciozni ljudje lahko še zmeraj grejo v Ameriko ali ne vem kam, ne, ampak smo delali državo zato, da bomo tlele gledali čiste ne druge narode, druge kulture, druge filozofije. Skratka, jaz bi si želel, da naslednje leto tudi z božično mislijo prinese tisto, kar nas bo povezalo v eno skupnost, ki jo različnost bogati in iz katere prihajajo ideje, o katerih se pogovarjamo, in na koncu pridemo do skupnih ciljev. In leto pred nami bo volilno leto. Jaz bi si želel, da bo pred volivci zelo jasno, da jim bo čisto jasno, kaj volijo, če bodo volili desno sredino ali bodo volili kaj drugega, ne. To jim želim, da bi vedeli, zakaj gre, in seveda jim želimo vsem nam, da bi se tudi prav odločili. Drugače pa seveda želim zdravja, pozitivne energije in
Kaj ste prej rekli, manj alergij, več energije. Ja. Alergije so sitne, to na koncu moraš iti k doktorju. Ne? S pozitivno energijo pa dvigaš kvaliteto tega sveta, ne? In jaz bom rekel, na zdravje, pejte na 2 deci, ne samo enkrat, ne oznanjam popivanja, ampak spoštovanje do drugega, ker 2 deci se zgodi samo, če lahko človeku pogledaš v oči, mu nazdraviš in zaželiš najboljše in bom rekel, na zdravje Slovenija. Najlepša hvala, gospod Peterle, za obisk v studiu in vse dobro tudi vam. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.